sem zelo vesel, da gostimo v teh prostorih, ki jim rečemo, oziroma v tem prostoru, ki se jim reče zbirka v nastajanju, ki je pravzaprav nekako posvečen delom loških umetnikov oziroma združenju umetnikov Škofje Loka, katerega ustanovni član je tudi današnji gost, Franc Novinc. Tako da o Francu Novincu je bilo napisanega že kar nekaj katalogov, knjig in tako naprej. Gre za dejansko eminentnega gosta tega prostora, ki je pravzaprav znan po svojih krajinah, skratka gre za Loško krajino, za akademskega slikarja, za nekdanjega profesorja Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, za enega od ustanovnih članov Loškega združenja, za prejemnika najbolj prestižnih nagrad za likovno umetnost in še bi lahko našteval. Ampak v glavnem, Franc Novinc, to je pravzaprav pojem za loško umetnost, ki se seveda povezuje s formulacijami, kot so naprimer nova krajina, novi realizem, nova ornamentika, ekspresivna figuralika in tako nadalje. Zdaj, Franc, lepo te pozdravljam, kaj sva. Pa bi v bistvu kar začela pri samem začetku. Pravzaprav odločitev za slikarski poklic pri tebi se mi zdi, da je bila dosti zgodaj nekako izražena. Obiskoval si pravzaprav tudi šolo v Ljubljani za oblikovanje. Ne vem, kako se je takrat reklo tej šoli? Šolo za umetno obrt. Tako. No, ampak kdaj se je recimo v tebi oglasil ta instinkt oziroma ta želja po likovnem izpovedovanju in kako si se znašel v Ljubljani, pravzaprav že kot dijak, vendarle si bil iz podeželja, nisi bil iz centra. In sem šel v Ljubljano na spremni izpit na to šolo za oblikovanje s Kolisom, pa še en prijatelj. In so oba naredila izpit in on je v Ljubljani ostal, jaz sem prišel domov, pa nisem vedel, ki se gre za Ljubljane. In sem njega vprašal, ki se pa gre tle gor čist proti Gorenjski, pa takole pomahal nekaj. Pa sem šel v tisti smeri in sem vozil, nisem videl, ki sem bil. Potem sem pa Šmarno goro zagledal, sem rekel, da sem pa tam in sem prišel po domov. In vem, sem bil v Ljubljani, sem zgubil, pa sem njega vprašal, kje pa ni Votičnik, tle v Ljubljani. Pa rekel takole, jaz sem točno pod na Votičnika vstal. Tiskrat je bila šola za oblikovanje 5 let. Vsak let so nam obljubljali, da bo nova šola za Bežigradom. To še danes obljubljajo, pa tega že 50 let. So pa te prostore tam na Križankah lepo uredili in tam je zdaj zelo lepo. Jaz mislim, da tam je tudi ta Ljubljanski festival. Mislim, da bojo tam tej šole vse skupaj vzeli prostore, pa bojo dali to šolo neko drugam. Ker to je bilo že takrat rečeno, da bomo jesen živeti drugih prostorov za Bežigradom, tudi pa še malo snene. Tako da ta šola je bila na visoki kvalitetni ravni, imela 12 oddelkov in je bila taka, so bili dobri profesorji, smo imeli zelo možnosti, vse smo delali na dosti visokem nivoju, kiparstvo, slikarstvo, to so bili ti brženski predmeti, pomoda, pa take stvari. No, in iz te šole so se veliko teh dijakov potem nekako plasirali, da so prišli na akademijo in z akademije pa pol naprej v službo, pa tako naprej. Sem bil eden od tistih in sem potem tudi to akademijo naredil in potem sem nekaj časa delal zavod za spomeniško varstvo. No, potem sem pa postal počasi
asistent in tako naprej. Nazadnje sem pa ratal profesor na akademiji in tam sem pol zaključil to stvar. Ta šola je bila razmeroma na visokem nivoju, 5 let je trajalo. Smo imeli študente tudi z inozemstva in na tej šoli je bil visok nivo, kjer je bilo veliko profesorjev, ki so imeli želje, da bi prišli za profesora na akademijo, kar se je tudi zgodilo. In šola je imela vse tiste predmete, kot jih je imela akademija, grafiko, slikarstvo, smo lahko tiskali, vse je bilo dosti na visokem nivoju in potem se je ta šola skrčila na 4 leta, akademija je bila tiskati 5 let, se je pol tudi na 4 leta in imeli smo zelo dobre profesorje in dosti je bilo dijakov, pa pol študentov tudi na akademiji, nekateri so šli na arhitekturo in z tega se je razvilo precej takih res umetnikov, so danes pomembni v državnem merilu in so tudi že upokojeni ali pa so že preživeli svoje obdobje. In na tej šoli se je veliko stvari delalo zato, ker so bili ambiciozni profesori, da bomo čim več odnesli. In če se omenil, da misliš na akademijo, si dobil črno piko. Zato, ker to je bilo namen, da se ti dijaki plasirajo v razne propagandne ateljeje pa tako naprej, ker smo se tudi ogromno naučili. Vsi so bili dosti dobri, vsi so bili dosti resni in iz tega jih je šlo veliko naprej in tako naprej in so še danes zelo aktivni umetniki in šola je kvalitetna. Skratka, še vedno je oblikovna šola odskočna deska za umetniške profesije, za akademijo za likovno umetnost, za arhitekturo in tako naprej. Pa tudi na arhitekturo so eni šli, samo tam ne poti že pride. In preden recimo se malo osredotočila na študentska leta, kako so tvoji starši eventualno sprejeli to tvojo odločitev za umetniški poklic? Jaz doma nisem povedal, da sem šel to, sploh ne, ker doma se niso strinjali. Jaz se spomnim, da sem skozi risal, te zadnjo noč sem risal do 3 zjutraj, potem sem pa zjutraj vlak zamudil, potem sem pa letel na cesto štopati in me eden pobral, me poznal in sem pol bil njih do časa tako, da sem lahko oddal dela za spremni izpit in sem delal pa diplomo na akademiji, sem tudi zamudil vlak in sem letel na cesto in sem štopil in je isti človek pripeljal in me isti človek pobral. Ampak moramo pa tukaj povedati, da si pa diplomiral recimo pri profesorju Francetu Miheliču. Njegove slike imamo eno nastropje pri Maksimu Sedeju, skratka pri rojakih, tako rekoč. Kakšni so tvoji spomini recimo na Franceta Miheliča? Kako je bilo z Miheličem? Da je bil njegova simpatija? Si mi prav? Mihelič je bil zelo strog profesor. Veliko je naučil, bil je pa izredno strog do lenuhov. Če bo en talentiran, je popustil, rekel, dajte mu reči, ne mu se splača hoditi, je nadarjen pa tako, lenuhov pa ne marom. In se spomnim, enkrat je bilo brucovanje in en iz našega letnika, ki je bil nekje iz Juha, ena ni hotela z njim plesati, taka bolj mehna bila, jo je postavil na stol in potegnil ven nož.
To je bilo pa grozljivo, ne. In ko je izvedel profesor za to, takoj so ga vrgli iz šole in vmes je potem posegla ambasada in to je ratal mednarodni škandal, ne, on je bil Bosanc in ambasada, pa naša ambasada, seveda je bilo to rom-pom-pom in ko je pa prišel Mihelič, rekel, dol imajo svoje kriterije, mi imamo svoje, kar v Bosno nazaj ga pošljite. Tako ostalo in je imel čist prav zato, ker so bile stvari take agresivne in se spomnim tudi nekaterih tle iz tega našega južnega dela, ki so te rodarje pa te, kadar je bilo kaj narobe, samo zaropotali, zašmilje, jela mat kurba, a ga vidiš, takoj so nože vam potegnili in takoj so grozili, te iz Trbovl pa te noter, to so bili taki rodarji pa taki potomci, takoj je bilo ostro včasih, je bilo boljš nič reči pa to, čeprav so bili zelo pridni slikarji, pa dober slikarji, malo jih je to rodarstvo malo stiskalo, malo so bili turobni, malo, ampak kvalitetni. No, ampak če zelo malo se pomodivo recimo pri tvojem slikarskem ustvarjanju, rečemo, ne vem, po akademiji, v drugi polovici 60-ih let, naprimer, ne? Ja. Pripadaš generaciji, ki se je nekako zelo odprla tudi tem vplivom iz Zahoda, ne? Ki je črpala kot goba pravzaprav, razne struje, od pop-arta, op-arta pa nadalje. Tle imamo tudi enega predstavnika v občestvu Franca Beržiša Berka, ki je sicer malo mlajši, to da vse eno, kakorkoli že. Kje ste vi pravzaprav dobivali te informacije o dogajanjih v svetovnih umetnostnih centrih, recimo Paris, London, a je bilo, so bile informacije, je bil pretok? Ne, in je bilo zelo težko v tujino iti in nismo imeli tudi možnosti, denar je bilo, meja je bila zelo zaprta, tiskati ni bilo še te evropske skupnosti. In enkrat je en novinar vprašal Stupco, ki je bil tak slikar, ki je bil zelo razgledan, v tujino pa nikaj dosti hodil, pa ga pa enkrat je novinar vprašal, vi ne veste v tujino, kaj pa, kako vi veste, kaj se zunaj dogaja? In pa rekel, ta slikar je rekel, po teh prijateljih vse vidim, delajo, ko na zapad hodijo, pa delajo, rekel. Vse to prenašajo k nam. In kjer ta Stupca ni bil okoli za to, da bi nekaj prenašali sem, ampak da bi svojo umetnost ustvarjali, pa tako sam je bil samo eden, bil je pa zelo tak dober vizionar. Enkrat je bil nekaj sestanek, ki so mi štipendije delili in jaz sem bil na Zavodu za spomeniško varstvo, eden od tam je bil tudi v tej komisiji, Janez Sedej. Potem sem pa rekel, kako ste pa delili te stvari, te štipendije, je pa rekel, tako pa tako, sem rekel, kva pa je Stupca, je rekel, Stupca je bil pa za Bernarda. Iskati Bernard, če ni bil nič tako. Pa so bili vsi za enega drugega in on te drugi dobil, Bernard nič dobil, pa rekel Stupca, boste videli, z tega fanta še nekaj bo. In Bernard je danes špica v našem slikarstvu. Tako je Stupca vse poznal, tako je vedel, tako je čutil občutek. Ja, tako je imel res. No, ampak že v tvojih slikah, recimo, če se spomnimo, naprimer, kaj ste, Michelinove figure, 60-ih let, pa Lufthansa, se čuti vpliv pop-arta. Kako se te je dotaknil ta pop-art? Ja, jaz sem prvič videl Michelina na
zagrebškem velesejmu in ta figura me je tako, Fascinirano. da sem je smejal, ker je čist skap zlezel, pa se pa spet napihnil, pa spet. Ja, to meni ni šlo račun, sem ga videl ure in ure. In sem prišel domov in potem sem tudi, to so ga postavili ob cesti Kranj-Medvode. Tam mi imamo travnik tam zraven in meni se je tako fajn zdel, tako imeniten, tako deloval v tej pokrajini tega Sorškega polja, ampak seveda bila je nevarnost, da so tudi reklame začele in se bo narava s tem onesnažila na nek način. No, potem pa gore je bila v strežišču fabrika Sava in na noč je ta Michelin zginil, so ga požarali, tiste traverze so še dolg časa, mislim, da so še zdaj, da se ven molijo, ko so naredili take kamnite bloke in so noter postavili ga in tako zazidali, da je stal, da ga ni veter podaril, ampak bil je pa neverjetno mogočen, silovito deloval v tej pokrajini in seveda, če bi se to nadaljevalo, bi Sorško polje bila danes zbirka reklam in to bi večje Sorško polje. Ampak eno noč so ga požarali, to so bili verjetno agenti iz Save in tudi na Krškem polju je stal en tak Michelin in tudi tisti je zginil čez noč in pol sem jaz stopil iz vdov, ki je, so za unga povedali, da so ga požarali dol in da ima zdaj eden zajce pokrite, ki goji s tistim Michelinjem. Ker to ni bilo tako narejeno, ampak je bilo ploskovito in je bil prav primeren za streho pa za take stvari, ne, in oba sta zginila in mi smo tam imeli travnik, velečasno je deloval ta Michelin, res. In jaz sem potem enkrat razstavljal to v Franciji, joj, kakšno je bilo. In potem so me začeli, če ga prodam, pa tako, pa ne, pa ja, pa ne, pa ga nisem hotel prodati. In tega Michelina imam, še danes ga imam in me tako spominja v tisti naravi, tam ravnina, vzad gozd, on je bil visok kot smreke, bil, izredno je izgledal, pa še tisto figura, ki je tako delovala trodimenzionalno, čeprav ne je bilo, to je bilo narejeno tako, je bil markanten, seveda, če bi se to ohranili, pa bi še druga reklama in danes bi Sorško polje bil sama reklama, bil je pa konkurenca seveda Savi, in zato so ga enkrat po noči ne zginil in tudi dol na Dolenjskem je tisti zginil. Ampak tvoja skrb oziroma šok nad, bi rekel, polucijo te naše čudovite narave, je rodila pa ena najbolj ikoničnih podob pravzaprav slovenskega pop arta. Ja, to je bilo neverjetno in tiskrat, ko sem jaz šel na Monteveres, sem prosil Francoze pa Angliže, če me dajo kaj barv in so me dali barve in sem jim obljubil, da jih bom v tisti atmosferi, ker tam je taka bleščiča pokrajina, pa sneg, pa sonce, pa take plave noči. In sem to tudi delal barvne preizkuse, sem jih na liste naredil lise, prikril polovico, druge ne, postavil na sonce. Ene barve so v 3 dneh popolnoma izginile. To so bile v bistvu barve, ki so bile umetno narejene, niso bile zemeljske barve, so bile umetno žgane, do toliko stopinj je rumena, do toliko stopinj je rdeča, do toliko stopinj je že siva, pa mrkne.
No, ampak publika ne ve, da si bil pa recimo leta 1979 udeleženec nekega himalajskega pohoda, odprave, ki ti je sigurno na nek način pustila neke močne vtise, ker takrat se tvoje slikarstvo nekako spremeni, na bazi česa, druge svetlove, česa. Tam sem jaz najbolj pogrešal od vsega zeleno barvo. Ker tam na 4000, 5000 zgine vse, tudi zelene barve nikjer več, je led, je sneg, potem še više gor nič ne rasne, sama plavina po noči in sama belina po dnevu. Po noč se vidijo sateliti tako blizu, misliš, da dol padlo, zvezde se vidijo, se spomnim enega, ravnina, gore, grmenje, pa spet tišina. Pa enkrat je eden zavrtel imel ploščo Od svita noči. Ki je tisto ploščo zavrtel, plavina, mir, tako lepe pesmi, da bi tako posala v tisto pokrajino, še nisem slišal. Izredno tako nežno se da, tak spomin. Seveda je bilo pa tako, ki je začel čez pol ure grmeti, smisel, da to podrl, to je bilo tako, da je bil strah, je bil hud, nekaj časa sploh. Pa smo videli, da je tisto grmenje, tiste snežne plazovi niso prišli do nas. In enkrat me je bilo pa zelo strah, ko sem šel z Marjanom Manfredom, ki je gor na Everest napenjal štrike. On mi je v Švercu vzel zraven, ker jaz nisem bil alpinist, ampak kondicijo sem pa imel zelo veliko, sem na leto pripravljal. In me je vzel v sabo, ob 3 po noč sva šla in se prišla tam do 7000. In jaz sem malo risal, pa malo dremal, tudi sem pa kaj pa to. Lep dan je bil, on je pa rekel, zdaj pa moraš iti nazaj, in je rekel, jaz grem višji gor. In jaz sem pol tam nekaj časa risal in potem sem 7000 samo vračal dol, ker najvišje sem bil jaz na 3 glavo kondicije, sem pa imel na 30 000 sklec, počepov, vsak večer sem letel do Loke, pa nazaj, pa tako sem pripravljal in moram reči, da smo tam, jaz sem včasih nogomet igral, in smo tam igrali z šerpami nogomet, tam, kot Manduje, ki bil še nižji, ker je bil tam okrog 1000 metrov, še malo več. Smo mi tiste šerpe tako tolkli 10-0, pa tako naprej. Smo prišli tam na 5000, so oni nas 10-0, ker niso navajeni tega dihanja, pljuč, zgubiš moč, oni pa tam ratajo, ko v teh stvarih živijo, zelo močni, navajeni so redkega zraka, trpežni, spijo lahko kjerkoli. Pa smo prišli v kakšno ravnino, pa je nas presenetila noč, pa so oni ognje zakurili, pa tako naprej. Zjutraj je bilo toliko snega, kjer nobenega, samo tako malo hribčke so bili pa to. Vsi so spali tam, ki so ognje kurili, tisti so stran in so zaspali. Sneg je padel nanje in zjutraj ni bilo kjer nobenega. Oni so navajeni tega, ne. Tam, ki je ogenj gorel, je zemljo si grel vse in potem si je tam narezal za spat, se vidi po noč pa sneg. Tudi bosi so hodili po snegu, smo šli kilometre in kilometre, trpeženi, navajeni tega življenja. In tudi oni so nas tudi vodili, pa tako naprej. In s sabo so imeli te živali, jakije, to so na vrsti, ki pri nas volov, sam, da so kosmat, pa bolj pameten, pa tako dlako imajo skrb do
snega dol in te jaki vodijo skupino alpinistov ali pa teh domorodcev, šerp in grejo po ravnini čist po svoje, pa zavijajo tja, pa grejo 200 metrov tja čez, pa se vstavijo, pa nekaj delajo, nekaj uhajo, pa grejo nazaj, pa tam pa spet drugi. In kaj se zgodi? Tam noter, ki je sneg, ki je pokrov razne take globine noter, špranje v ledu in snegu, tam bolj stopiš, ne vidiš, noter, Fertik. ni minuta vsaka konc. No, ampak po prihodu iz Himalaja, Ja, si pravzaprav nekako spremenil slikarski slog, oziroma si začel z močnejšimi barvami operirati. Tudi nisi se več obremenjeval z detajli. ja, Prej so tvoje slike polne realističnih detajlov, če se recimo spomnimo naprimer teh vragov, kotnih vragov na poljih, naprimer, pa vran pa tako naprej. Potem se tudi vrane spremenijo, Ja. začneš drugače razmišljati. Ti Bolj organsko. vrage, ti hudiče, ki sedijo na štorih, a ne, če se smerika odseka ali pa kjerkoli v gozdu, smo imeli zmeraj s sabo enega gozdarja, ki nas pazil, da ne bi se kakšnemu kaj naredil, on ni znal ne brati, ne pisati, ampak na vsak štor je naredil, 4-krat je mahnil in je naredil takle križ, kot bo naredil kamnosek. Tako točnega, tako lepega, tako. Pa sem pa jaz tega človeka vprašal, zakaj pa ti delaš te križe na štore? Je rekel, zato, da se gor ne sedajo hudiči po noč in zjutraj ob 3, kmežnar dan zazvoni, se hudiči dvignejo in zletijo. In če je križ gor, pa hudiči ne sedajo gor na te štore. In to meni tako fantazijo zbujalo, da sem pol to tudi naslikal. In še danes ne vem, zakaj v bistvu so križe delali, je pa ta vraža, da hudič ne sede gor na štor, če je križ. To je tako pogansko ravno. Pogansko, iz tvoje motivike sploh nekako veje ta globoka navezanost na domači kraj, na zgodovino, na etnološke plasti, pa tako naprej. Tudi pravzaprav glavni motivi so vzeti iz tvojega okoliša, kjer si se vrnil. In te stare pripovedi in vse to, kar je bilo zveze z naravo in vse to, kar je bilo tudi zdravilstva, recimo, ko smo za pljučnico zboleli, kako je nas mama z temo purflom od teh bomb, ki smo ga med drugo svetovno vojno nabirali in je pol naredila žarjavce in je ta purfl gor metala, pokrila je TSD-kov in je to naredil. In tisti plin, ki se bo pokrit, je vase šlo, ga potegnil noter in pljučnica drugi dan smo popolnoma zdravi. Ali pa recimo, jaz sem nogomet igral in pri teh padcih pa udarcih, če je kost udarjena, zelo se vdebeli, da spet moč dobi in se spomnim smo take že dele kosti, da smo že težave z hojo in nismo več lovili. Pa je mama rekla, a veš kaj, bo mežnar dan zvonil ali pa v poldnek bo zvonil, ti pa je gor v cerkev pa ga prosi, če lahko vzameš ključ iz urad cerkvenih in 3-krat udariš po tisti kosti, ki je debela in po drugi, ki je debela in bo to zginil in to se je zmeraj res zgodilo. Res. No, ampak to se tudi čuti pri motiviki v teh tvojih slikah, recimo, ki so dejansko vezane na tvoj domači kraj. Ja, in tale Janez Bogataj, ki je predaval na filozofijo, ta me je pol enkrat poiskal zaradi teh hudičev, pa če
še kaj takega vem, pa kako je to bilo, pa to. In je pol večkrat prišel k meni in sva vse te stare prigodbe, pa te stare stvari, a še kaj veš, povej mi še kaj. Je rekel, jaz sem študentom, to govorim, zato da se to ne pozabi. In je rekel, iz tega ven se ta ljudska modrost nadaljuje, je rekel, in je hodil k meni, a še kaj takega mi povej, pa še kaj takega, pa še kaj takega. In so pol veliko o tem debatirali, on je drugače doma te iz Poljanske doline in je to predaval tudi študentom in je bil zelo vesel in zelo temeljit je bil. Je rekel, jaz vse to zapišem in vse to verjamem, te stare navade, je rekel, da se ne bojo pozabile. Ampak, če se povrnemo recimo k tvojemu slikarstvu, k tvojim barvom, pravzaprav si bil tudi član neke neformalne skupine barve, porodila nekje tam v zgodnjih 80-ih letih prejšnjega stoletja. V kateri so bili tudi loški umetniki. Jaz nisem imel ateljeja in sem slikal v naravi, zmeraj. In na vasi je zmeraj veljalo, da je to lenuh, če slika malo. Zato, ker je bilo veliko takih ljudskih slikarjev, so ga fino cukali, pa malo mazali, pa so rekli, to so mazači. In zato sem jaz skrival, da mi niso videli, seveda, tiskati se je delali na polju, so mislili, tale pa maže nekaj, ne. In to ni bilo venga ogleda in nič, in sem veliko delal v kakšnih koruznih poljih noter, da sem pa gledal in slikal in se kad spomnim, bila jesen in sem noter delal in kad začne nekaj pokati, pa začnejo šibre leteti okoli mene, sem zagrabil štafalaj in letel, so pa tele naši lovci povabili Italijane vsako jesen, da so tle fazane streljali. In so fazana nasmešil streliti, če na tleh, da samo v zraku lahko. Italijani so pa kar križem, je tako letel not po tisto koruzo, vse šmel, tiste šibre, sem tako letel, da sem mi všel, ker to je nevarno, oni me niso videli, ne. Italijani so prišli zato, da so pol te fazane navezali na avtomobile, pa to je bilo tako, ne, so to pelali, to je bilo, ne, seveda se s temi Italijani so mislili, kako si jo pomogli, pa to, no, pa so jih pa nihali vabiti sem k nam, ker fazana se ne sme ustreliti na tleh, samo v zraku lahko. To so imeli take določila. Da pa me še nekaj zanima, ne? Poleg teh klasičnih motivov, recimo od teh svetlečih panjev, pa tako naprej, ajde, bran, gospodarskih objektov, kmetskih, pa tako naprej, si recimo že tam nekje v drugi polovici 60-ih let tudi erotično motiviko slikal, potem pa ne. Desetletja ne. In se pojavi erotična motivika zopet pred leti v tvojem slikarstvu, ko si se spet navezal na ljudsko izročilo oziroma na neko bajko o bogatem kmetu v nekih kmeticih. To je zelo zanimivo. In zgodba in zakaj ta povratek? Ata je v Sobotih bril in strigal kmete. In jaz sem mu tudi pomagal, da sem jih raziral, brito je bilo treba prej na kamnu ubrusiti, pa še na roki. Pos pa potegnil eno nitko lasa ali pa kaj, pa sprobal prerezati in če prerezal, je bila ta brito dobra že za brit. In jaz sem Ato to pomagal in v Sobotih smo se dobivali. In tam so se kmetje pogovarjali vse sorte stvari in so
začeli se tako, prvo so se zmenili zaradi mej, potem so se zmenili, kaj bo, kakšna vletna, pa kdo je umrl, pa kakšen je bil, pa to, pa kako je včasih strašil, pa kako so se tepli, pa to. In so te zgodbe meni ostale tako v spominu, so mi tako fantazijo dvigale, ne, pa ti hudiči, ki letijo zjutraj štorov, ki nimajo križov gor, dan zazvoni, pol hudič izgubi moč in te zgodbe so mene tako prežele, da sem vse to videl, pa praprot, kresneno, čikseno sliko. To je tiskrat v kresu, ne, ko so nebel kratke noči, pa najlepše. In tiskrat se naruje praprot, ne nažanje, naruje, ker praprot nima korenin, ima samo in podaljšek noter, kot korenina. In na noč Janeza Krstnika se ta praprot da v prostore, okna se odprejo in Janez Krstnik pride noter ležat na to praprot pod mizo in to so najlepše noči v letu. Tiskrat je vse kristalno, čuti se narava diha, ni tako spajajoča, kot je pozimi ali pa, ampak to je tiskrat, ki je najbolj napetek, se vse rojeva in mi smo zmeraj dajali praprot, ne, pod mizo, odprli okna in je prišel Janez Krstnik noter spat in to je meni tako delovalo, to smo vsak let naredili, vsak let in Janeza Krstnika nisem nikoli videl, da bi prišel noter, ampak ker je bilo vse odprto, pa take plave noči, tako lepe in sem jaz to naslikal. To je ena velika slika in to sliko je prišla k meni direktorica Moderne galerije, Vodovinčeva, je rekla, a daš meni to sliko? Sem rekel, ne. Nikoli nisem dobil več nobenega vabila za razstavo, nobene so in tisto sliko imam še danes. In to je ena taka slika, ki sem jo s temi čustvi naredil. Teh noči ne moreš pozabiti, kakšne lepe noči so takrat v kresu in kako so kratke in kako nič ne spiš, samo nekaj letiš, nekaj vdihuješ in si neverjetno v transu in te lepe noči so kratke, ampak zelo so pomembne za življenje in zelo veliko dajo, niso tiste kot pozimi, ki spiš od večera do poznega jutra, pa včasih teh ljudi, ki so hodili v službi na vase, ni bilo. Je vse, pozimi je vse spal, dolg časa, police so bile bolj vrholije teh fantov, so kakšne take štose delali, kot so na Hodešču, na vrh cerkve nesli tale voz, ki je voz zagnojil, pa za karkoli, so ga razstavili in so ga po noč po tišini gor znosili in so ga gor sestavili. Zjutraj bo ta voz gor, cela vas je gledala, kaj je zdaj to. Poj pa je rekel Mežnar, kdor ga gor spravil, ni ga še dol spravil in po noči je tist voz zginil gor in je bil spet vse v redu. V bistvu si dojen te loške slikarske scene, Nestor, tako rekoč. Si pa v bistvu pravzaprav usekal z hat-trikom v tem fuzbolskem žargonu, ker si bil nogometaš, veš pa je to, pred leti, ko si praznoval okroglo. Če se spomniš, takrat si 3 razstave naredil, dosti velike, dosti pomembne.
Izdal se je nekaj katalogov, tako da me zanima, si zadovoljen s temi dosežki? Kaj planiraš? Kakšni so tvoji plani? Vem, da slikaš vsak dan še vedno. Dolg časa nismo v nobenega ateljeja, pa tudi na vasi je to bilo zelo neugledno, ker ljudje so delali na polju, ti pa nekaj tam, ta pa nekaj maže, ne? In se sem bolj skrival po kakšnih gozdovih, pa po kakšnih močverjih, tako da me niso videli. In sem veliko slik naredil, ker pa nisem imel denarja, nisem imel platna, sem te slike kar preslikaval, leta in leta. Tudi imam na enem platu po 5 slik in to mi je žal, to sem napako naredil, ne? Ker ta zgodna dela so zmeraj zanimiva, so malo narodna ali pa malo nedorečena, ampak so pa noter ideje in včasih iz takih idej v starejšem obdobju bolj lahko vidiš in točno veš, kaj treba popraviti in je dobro. Drugače pa to ni noben poklic, to je veselje, to je v bistvu želja vsakega slikarja, da bo kot slikar, da bo res lepe stvari naredil. Seveda podpore pa ni, posebej na kmetih ne, pa takole v takmu podeželju. In se spomnim, ko sem bil pol na akademiji, ko so delali sprejemne izpite, sem bil zmeraj v komisijah in vem, kakšne punce so bile take, ne, ko so živele v mestu, pa so vse stare tete gledale njene slike, pa to, joj, ta je pa naša tako nadarjena, to. Prišli na akademijo med tiste, ko so bile res, pa ko so veliko delali, pa to, je ona odpadla, ni naredila izpita. Tudi po 24 ur je imela spremstvo, tudi takrat, ko je spala vse, ker so se tako bali zanjo, da bo se kaj storila, da bo kakšen samomor ali kaj takega. To so bile take grožnje, pa take stvari, da so bile res šokantne in posebej pri tistih, ki jih doma pokvarijo, joj, kako je naštalentiran, kako naš zna, pride pa med tisto ta pravo elito, je pa tako hudo in so potem take mučne scene. En vem je delal na izpitno akademijo 9-krat, pa ga nikoli naredil. No, ampak če se zdaj povrnemo k tebi, ko sem bil zadnjič pri tebi, sem videl, da imaš še nekaj slik načetih, da so v delu. Kakšni so tvoji plani? Jaz imam to veliko skic, veliko zapisov takih, lahko malo načičkan, samo to, da me v spominju potegne spet. In tisto sliko je lahko čist malo narednega, ampak tam gor je zapisan spomin in jaz z tega naredim sliko potem, ja. In to so dobre stvari, a ne risati vsak dan, pa risati, pa nekaj delati okrog tega je zelo pomembno, drugače ni tega razvoja, ne. Kontinuitete. Ja, jaz sem videl, ko sem učil, če sem imel 2-3 talentirane notaroletnikov, ki jih je bilo 20, je bil že dober letnik. Kaj, oni so se učili od teh ljudi, ki so bili talentirani, ker oni so imeli ta posluh, ampak niso imeli okolja, da bi se razvili. In ko so prišli s temi skup, so takoj videli in takoj, če je bilo v letniku 2-3 dobri, je cel letnik potegnil. So ratali takoj in sem učil veliko generacij. In moram reči, da je bilo, pol, ko sem jaz spraševal, ko sem odhajal, kjer ga bi priporočil za profesora, sem jih 5 priporočil, vsi so profesori. So bili pravi prekrojeni.
Francej, jaz se ti zahvaljujem za tale izčrpen pogovor, ne? Še posebej sem vesel, ker si še delil te pedagoške izkušnje z nami, tako da res hvala. To je zelo pomembno in s talenti delati je zelo pomembno. Jaz sem enkrat dobil eno študentko, ki je bila iz Rusije in je bila izredno nadarjena, lepa, kot angel, in ona je bila z tiste šole, kjer vsi ti veliki narodi že hmal po rojstvu začnejo gledati in izbirati, a bo športnik, a bo to. In imajo Rusi tudi posebne šole, kot vsi velike narode. Tako imajo Rusi, ko so dobili Kasparova, ko so dobili Selekcijo. In polno športnikov in to. In kad sem bral eno knjigo od enega našega pianista, ki bo star 12 let, ki je tako igral že pri teh letih, vsak jutr je igral, je bil že na višku v Evropi, 12 let, v tisto je igral, pa je pa letel ven, in kam je letel, peskovnik, in si sta drugim igral. In sem bral od tega, da je treba takmu človeku dati čim večjo možnost, da preživi na deželi in da je dolg časa čuteč otrok. Ker te noter se nabere vse, kar se potem v življenju razvije. In tako sem bral od teh genialnih takih otrok, na koncu je pisal, in taki otroci ne zrastejo na podeželju. No, ti si bil pa s podeželja in še vedno si na podeželju. Ja, to je botrovalo tudi nastanku teh ključnih del. To je zelo pomembno. Slikarstva. To je zelo pomembno. In kad je prišla ena Rusina v Ljubljano študirati, je bila taka velika, lepa, talentirana, nogi imela imel do tle. In še vsi se vse obračali za njo. Risala je tako, da bi lahko ta prvi dan dal diplomo. Izredno je bila iz tiste šole, ker ti veliki narodi vse te svoje otroke začnejo usmerjati, ker čutijo, kaj je v njih, in tako so v posebnih šolah bili in šahisti, in pianisti, Kasparov, nogometaš, vse, kar je bilo tega, kar se je dvignilo na ta visok nivo, je bilo vse pri teh velikih narodih že izbrano iz mladosti in se jih potem dvigali. In seveda to je pri velikih narodih normalno. Jaz sem imel enega takega fanta enkrat, kjer se je pripravljal tako, da bom kjer prišel na akademijo, hodil z mamo, mama je dobro risala, zelo dobro, on je bil star 12 let, risal boljške mama, zelo dobro je risal. Pol so pa tam tudi poskušali delati akte, pa tako naprej. Tiskrat je ta mal, ki pa ste 12 let, mal. Prvič je videl žensko tako na deleč golo, je mečken utrpnil in se je trh mami stisnil in pol je pa dobil korajžo in je tako je narisal, sem jaz pokazal dekanov. Sem rekel, Afganiš ga to delal. Rekel, no, to je eden naših študentov. Ne, sem rekel, 12 let je star, pa tako le riše. Niso mogli verjeti, profesorji. Sam en profesor je pa glede takih talentov zelo, je rekel, to je zelo težko, če pri takih prezgodaj začne. Ga v puberteti navadno zvije in je prvi poraz in tistega fanta ni bilo nikoli na akademiji. Franc, hvala lepa za te tvoje razmišljanja, za če ima kdo kakšno vprašanje, ne vpraša.
da so bila dosti šrpa, ura je že 7 in preč. Ja. Hvala vam. Še vam povem, kako je bilo na Everestu. Jaz nisem alpinist, ampak sem hodil tudi po hribih, pa veliko risov, pa tako naprej. In sem šel tiskat na Everest in sem tam imel druge izkušnje. Alpinisti so imeli goro, pa so gor lezli. Jaz sem tudi z njimi večkrat šel, posebno z Marjanom Fredom, ki sva se dobro razumela, pa on je začutil, kaj je v ustvarjanju in je pol prišel domov in je začel veliko rezati ženske akte take. In je prišel večkrat k meni, v Ruzaku imel polhen tega in pa je razložil, dober, pa skozi boljše delo. In potem skozi bolj je začutil. In je skozi bolj v to noter lezel in skozi bolj je ustvarjal. In kad se je nekaj ženo sporekel in mu je upričal njega vse te lesene akte zmetala v kamen in vse izgorelo. Ja, to je neverjetno, pa se vse dogodi.